Živa Irina, te kar povabim, da se ležeš na tla. Jaz sem pa preko boka. Imam kar pokrčeno kolena. Tako dvignemo majčko, roke imaš sproščene. Zdaj boš pa dvignila glavo gor, tako da bi hotela vstati, samo da se boš potem zaustavila. Zdaj pa kar spustiš dol. Tukaj imam tudi nekje razmaka 3 prste. Pa te še enkrat prosim, pa se še malenkost višje dvigneš. Zdaj pa celo se v bistvu zapre na en prst. Tudi griček se dela manjši, kakor je bil včasih. Se kar spustiš dol. V bistvu zdaj lahko vidimo, da se že, ne da bi v bistvu se karkoli premikala, se vidi ta nagrbančena koža, ki je značilna ponavadi pri teh večjih diastazah rektusov, kjer tudi koža izgubi elastan. Tako da v tem primeru Irena zdaj že nekaj časa tudi izvaja vaje, tako da je že viden določen napredek. Tudi ultrazvok sva skupaj upravljali in se tam videli, da je nekaj življenja v tej lineali, v tem vmesnem vezivnem tkivu, ki mora generirati napetost med levo pa desno stranjo mišic, da te potem zagrabijo skupaj in da stabilizirajo telo. In tudi pri tem v bistvu morajo stabilizirati medenico, medenične kosti in prsni koš, da telo lahko normalno funkcionira. Zdaj bomo pa tako naredili v bistvu majčkeno težji test, da vidimo, kaj se zgodi z tem osrednjem predelu. Tako da daš pete majčkeno bližje k zadnjici. In boš zdaj samo dvignila majčkeno gor obe koleni, tako da dvigneš tudi podplate od tam, tako da bo zdaj nekaj. Pa zdaj nič ne stisnem, tako da vidimo, kaj se zgodi. Kar majčkeno nižje. Zdaj v bistvu tale osrednji del, vidimo tukaj, da ta osrednji del skoči malo ven, pa kar spustiva dol. Tako da najbolj je prizadeto območje prav tukaj na višini popka, majčkeno nad popkom, celo majčkeno pod popkom, potem se pa zmanjšuje, ko se približujemo prsnim košu pa spodaj medenici. Zdaj te pa še povabim, da vstaneš, tukaj greva preko boka, samo medenične sklepe. Zdaj bomo pa tako naredili, ti si sproščena. In boš zdaj, kaj ti bom rekla, boš v bistvu stopila, da boš samo na levo nogo, tako da boš desno nogo pokrčila v koleno, pa majčkeno dvignila gor. Pregleva. Pa spustiš dol. Pa še enkrat bomo isto naredili. Pa spustiš dol. Zdaj v tem primeru bi se mogel v bistvu moj desni palec bi se mogel premakniti majčkeno nižje dol, če bi medenica bila pravilno, če bi pravilno prenašala sile, ampak jih ne more, ker še telesno jedro ni dovolj stabilno. Tako da zdaj to še ponovimo na levi strani. Tukaj je malenkost boljše, kot vidimo se moj levi palec malenkost premakne dol. Tako, dvigneš še enkrat. Tako da na levi strani je, kar lahko stopaš na obe nogi, na levi strani je malenkost boljše. Se pravi, ko bo Irena končala s programom vaj, bomo to še enkrat preverili. Ker ni nujno, da se mora diastaza popolnoma zapreti, se pravi proti na en prst ali dva, ker pri njej dejansko se to že zdaj zgodi, da ko dvigne glavo se stisnejo mišice na en prst. Ampak je pomembno, da prvič ne vidimo več tega grička, ki se dela, in drugič, da vidimo tukaj, da se pravilno prenašajo sile po medenici in tudi prsni koš potem, da se pravilno obnaša. Hvala. Tako da v primeru diastaze rektusov, kot ga ima Irena, jaz zelo toplo priporočam nošenje pasu ali pa kinezijo trakov, ki pomagajo držati približanje levo in desno polovico trebušnih mišic, ker na ta način potem tudi linija alba
lažje generira napetosti in lažje se vzpostavi nazaj to stanje, kjer nekako možgani skozi trenirajo ta način aktivacije telesnega aplikacije. Ti praviš, da si 8 tednov po porodu, ne? Se pravi, to je glih nekje čas na 6 do 8 tednov po porodu, ki se nekako pokaže realna slika, ne, glede diastaze. V porodnišnici pač lahko namerijo tudi ne vem kaj vse, ampak potem še v tem času vemo, ali je diastaza dejansko nastala ali ni. Je pa tudi pomembno, mislim, ni vse, da v tem umestnem času pa kar čakamo, ne? Tako da ti si se v bistvu pametno odločila za ta program, tako da že delaš na tem od znotraj navzven. Tako da te pridem. Tako da te zdaj povabim, da se uležeš globoko na tla. Malčko zavihneme. Tako da tudi v tem primeru vidimo zdaj že, ne da bi dvignila glavo ali kakršnokoli gib naredila, ne da je mečkam tale nagubana koža, ki nakazuje pač na diastazo rectusov. Imamo pa še v tem primeru zdaj tukaj pojav izbočenih reber, ki se tudi zelo vidi. Zdaj vemo, kakšno stanje je bilo prej. Lahko, da je to nastalo zdaj ali že prej. Ker diastaza rectusov tudi to lahko poslabša oziroma poveča to stanje, zato ker trebušna stena tukaj ne drži skupaj in potem se rebre lahko še bolj odprejo, še bolj razširijo. In tudi tukaj spodaj, če lahko pokažem, tukaj spodaj je mogoče majčkam preveč prostorčka. Ledveni del seveda naredi svoj ta tunelček lokec, ampak ona ima pa še v bistvu na račun reber zelo to prevzdignjeno, tako da njena rebra so v bistvu zarotirana, ko bi rekel, jaz da tukaj pokažem, če ne uspeš posneti. Njena rebra v bistvu tako dejansko bolj štrlijo in s tem tudi raztegujejo potem to linijo albo in v bistvu na nek način bremzajo to celjenje. Zato imamo pol tudi v programu te vaje, nekatere pišu, da še sledijo, ker si v bistvu popravljamo ta rebra dol, da probamo rebra čim bolj poravnati, da pridejo nekje na to dolžino, mislim, na to višino, oziroma globino, ko bi rekla, kolčnih kosti. Da so, če bi zdaj v bistvu z ravnilom šli dol, da so v bistvu tako, se probaš tudi sama večkrat poravnati, ker ležiš ali ker stojiš, da probaš rebra naštimati tukaj nad kolčne kosti. Tukaj gre nimam več tlele nič, če imam rebra dol. Ja. Aha, in to se tako to rešujete pač? Ja, tako se to rešuje, samo zdaj ni to instant rešitev, da v bistvu zdržiš skozi mišicami v tem položaju, ampak je treba določene mišice, je treba v bistvu sprostiti, določene treba malo ukrepiti, tako da se podrža pa stabilizirala čim bolj v tem položaju. Tako da zdaj sam tukaj pač taka opazka, da je to velik dejavnik, v bistvu, ki nažalost pripomore pri diastazi. Zato je v bistvu tako pomembno, da se diastaze lotimo holistično, celostno, tako bi rekel, da gledamo celo telesno držo, če bi se zdaj skoncentrirali samo na globoko trebušno mišico in na te vaje, v bistvu pa ne bi reševali tudi rebra zraven, potem bi ta rebra non-stop vlekla to mestno vezivno tkivo mišice in v bistvu 24 ur na dan to raztegovala. Tako da je to en tak faktor, ki je dosti pogost pri tem pojavu. Pa da zdaj pogledava, pa boš zdaj, roke imaš sproščene v telesu, tako kot imaš, pa boš zdaj dvigala glavo, tako da se hočeš dvigati, kakor nekje do polovice poti. Zdaj lahko dva prsta lahko noter vstavim, tukaj enega, tukaj v popku 2, še nad popkom 2, pa tukaj spet enega, kar spustiš, da ne boš predolgo držala, pa bom zdaj povedala. Ni merodajno to, koliko prstov zdaj vstavim. Zdaj recimo, ko ona leži, ko ne aktivira več mišice, to recimo tukaj v kritičnem predelu za 3 prste, ko dvigne gor se zoža na 2 prsta, kar je že dober znak, da je še nekaj življenja v teh mišicah, da še nekaj aktivirajo, ampak še vedno se pa naredi ta griček v srednjem delu, kar pomeni v bistvu, da linija alba, to belo mestno vezivno tkivo, zelo slabo generira napetost med levo pa desno stranjo mišic in v bistvu ne
potegne skupaj, da bi stabilizirala trup. To se vidi tudi potem, da v bistvu s prsti lahko prodrem v globino praktično do črevesja. In črevesje je tudi tisto, v bistvu, ki ti pritiska ven na steno, sploh popoldne se v bistvu trebušček potem še poveča, prebava se lahko sliši, čuti, vidi, dobesedno v bistvu skozi to steno, ki je zdaj tukaj zelo stanjšana, ti potem črevesje vam pritiska in pri večjih takih razmikih je potem tudi malo zoprno in lahko nevarno, če to dolg časa ostane, da se notranji organi začnejo povešati, da se lahko večkrat dol na teh svojih ligamentih spustijo in potem niso več v optimalnem položaju in tudi optimalno ne morejo delovati. Poleg tega, ker tukaj nimamo napetosti pravilne, pač je hrbtenica bolj ogrožena, ker nima tukaj podpore in presija vretenca na vretence drgnja, prej pride do obramb. In tudi mišice medeničnega dna so na ta način bolj obremenjene, se lahko tudi tukaj pojavijo potem kakšni simptomi. In kako pa pri tebi, imaš ti kakšne bolečine v križu tudi? Ja, v križu ne. Ne, super. Ampak pač težko zadržujem urin. Ampak to pač zdaj to je 4. porod, tako da se mi zdi, da se sam še poslabšuje. Ker vsakim porodom, pa tudi vedno večji so bili otroci, tako da vse to je vplivalo na... To je definitivno vpliva, velikost otroka vpliva, položaj otroka v maternici, na gib maternice, pri tebi je dejstvo, da je bila maternica v bistvu majčka nagnjena bolj naprej in zato so tudi te otroci bolj pritiskali na trebušno steno, ker je pač taka drža, kot si že sama rekla, že odprej. In s tem pač veliki otroci pa še taka drža je skoraj neizogibno potem, da je trebušna stena pod takim pritiskom toliko mesecev, da dejansko popusti. Zato je pomembno že, če se tega zavedamo že v nosečnosti ali pred nosečnostjo, da se pripravljali na nosečnost, tako da bi telesno držo izboljšati. Sam to noben prej ne razmišljam, mogoče po zdaj, kdo pa bo to slišal. Ker dobesedno če imam jaz rebra ven, medenico zvrnjeno, potem se tudi maternica, ki se nahaja v medenici, ima drugačen nagib in otroček je drugačen položaj, imamo bolj pritiska naprej. A si imela pa vaginalne porode? No, da zato je pa v bistvu še sreča, ker veliko krat se lahko zgodi, ker pač otroček pol dobesedno tukaj poriva ven, ker se je tukaj izboril veliko prostora, težje potem v bistvu poriva navzdol, malo tudi odvisno od samega položaja. Med porodom samo velikokrat lahko je v bistvu to indikacija za carski rez, ker poleg tega pa še nimaš moči v mišicah, da bi tukaj stisnjena pa pritisnjena dol. Tako da, kar se tega tiče, super. Seveda 4 porodi plus drža takšna, kot je potem pusti takšne posledice. A si imela že po prvih, kdaj si prvič v bistvu pazila, da imaš... Po drugem, ker ta drugi je bil prvi tak, ki je bil res, ki je bil otrok tudi zelo. Ta prvi je bil še tak normalna, pa so bili pa čez 4. Pa verjetno tudi nisi vedela točno, kaj to sploh je, pa kako ukrepati. Ne. Kaj pa težave z zadrževanjem urina? Se tudi takrat že... Pa so vedno se s časom se to malo izboljša, pa vedno po porodu spet katastrofa. Mislim, v smislu, ne moram, če me zelo tišči, pač ne moram. Moram imeti na stranišče. In zdaj vidim, da ima tudi moja hči, ima tudi diastazo že zdaj za eno vrst. Tako da se mi zdi, da se bo ista zgodba ponovila, če ne bom. Koliko je? 6 let stara. 6 let stara, se škoda. In drug tamečka, se pravi, drug ima pa tudi, v bistvu je imel krive noge zaradi šibkih trebušnih mišic. Tako da imamo nekaj s tem, mislim, tako krive noge. Pač te smo pa popravili. Dajva še en test narediti, iztegneš, kakor se da takole, v bistvu da komoci iztegneš. Takole, ni niti videti, pa takole prst nazaj. Tako? Najprej vidim, če imaš v bistvu hipermobilne ligamente, da bi imela neko tako gensko že predispozicijo, da so šibki ligamenti na splošno. Lahko se kdo že rodi tako, da ima slabše tkiva, slabše kvalitete. A se s kakšnim posebnim športom ukvarjala? Ne, čisto vsega. Bi bila kakšna gimnastika, bi bila lahko taka, kaj bi rebra
ven sila. Ja. Tega ni bilo. Ampak nič tako zaresno, Nič samo v tako osnovni zaresno. šoli ljubiteljska pa nič resno. Tako. Aha, ok. Ne. Ni bilo. Ne. Ok, zdaj, ja, lahko da so vsem pač, da je genetsko, da je kaj na tkivih, jaz drugače bolj pravim, da so genetske navade, genetske, ne, da so navade, pač na kakšen način dihamo, hodimo, počnemo vse, kar počnemo. Zdaj, 6 let star otrok je že to povedal, to razumem, a ne, da bi tudi lahko delal določene te vaje ali pa mišični steznik, ali pa tako, da se to pač skozi kakšno igrico zapelja, skozi kakšne nagrade. In tudi ona bi lahko tako kot bi tebi se odvajala, pač kinezioterapija oziroma pas, ali se tega že tukaj uporabljaš? V bistvu nič od tega ne uporabljam. Ok. Ja, pa bi bilo dobro. Ja, bi bilo dobro v tvojem primeru. Ja. Kaj, rajš pas ali rajš trakove? Skoraj v tvojem primeru bi dala pas, ker nekako res v bistvu celo to trebušno steno zajame. Bil bi pa še vedno tudi lepi učinki pač tudi s kinezioterapije, ne. Ker važno je, da ti nekaj v bistvu čez cel dan tukaj to skupaj drži približno levo pa desno polovico, da se lažje generirajo te napetosti in tudi ta motorični vzor, da se ohrani v možganih, kako mora stabilizirati telo, da ne bojo možgani pozabili. In tudi pomembno je, da vsakič karkoli dvigneš sama sebe otroka, da stisneš prej popek. Ker zdaj telesno jedro tega samo ne naredi, se pravi, naloga telesnega jedra je, da nekaj milisekund preden ti narediš gib, ker možgani že vejo, mislim, ti že veš, da ne nameravaš nekaj dvigati, da preden ti nekaj dvigneš, zdravo telesno jedro se samo, že malo gledam, zakrči tako, nas stabilizira, ne. Tako jedro pač, ki je distanza, pač tega ne naredi, ali pa tudi oblačine v križu ali pa rinsko kontinenco, pač jedro tega samo ne naredi in moramo to na umeten način vzdrževati. Prvič, že zato, da je vsak gib vsaj malo stabiliziran, da se to hrbtenica ne hvali na drugo. Drugič pa zato, da možgani ohranjajo to znanje, da potem lažje potem sami spet to nalogo prevzamejo. A to se sem čez dan se nosi ta trak? Ja, se ti pa za video. A kako se, Ja. za te trakove, ja, za tisti, kako se že reče, steznik? Za steznik? Se to sem čez dan nosi? Lahko, ja, se sam čez dan. Zdaj ne zagovarjajo tudi po noč, jasne, po noč sam paziš, da v bistvu, ko se obračaš v postelji, da se ne priktribuš nakon, te stvari. Drugače pa, ja, pustiš po noč počivati, pa čez dan nosiš. Pa da bi, če nosiš pas, da ga nosiš recimo v takem stanju, recimo en mesec, pa se pa začne mičkrat zmešati, pa recimo samo še popoldne, pa sam še takrat, recimo, če imaš otroke za nositi pred spanjem, ali pa če si utrujen, ali pa tako, da se takrat ne slabša. Ali pa v zadnji fazi, recimo s kinezioterapiji, pol še kakšne 3 tedne s kinezioterapiji, pa treba malo to pregledati. Lahko tudi ti pač po koncu programa, recimo prideš spet pa pogledamo potem, kako pa kaj. Lahko da je tudi pač pri nekaterih tudi lahko problem tukaj znotraj v trebuhu, zakrčenost, pač korena mezenterija, to je en tak organ med, bi rekli, ki drži črevesje, pa te notranje organe na svojem mestu in v nosečnosti, pa tako v več nosečnosti je znano, pač je dokazano, da se ta koren mezenterija zakrči in kot bi rekli od odzadi, ko se nahaja pred ljubimim delom, da od odzadi, tako da bi se zdaj tako majčko našponila, a ne pa da bi od odzadi vleče na razen. Tako da v tem primeru zelo pomaga ta vaja abdominalna masaža ali pa dobesedno roke enega dobrega visceralnega manualnega terapeuta, s katerim tudi jaz sodelujem, tako pač kakšna terapija, potem tudi ponovati lažje se to. To recimo v primeru, da se nikamor ne bi več premaknili, nobenega napredka, skozi vse isto, kar je skoraj nemogoče, ampak če bi se to zgodilo, je še na mestu, da bi potem še en pregled pri takem terapeutu. Čeprav že veliko gostovaja tudi s to masažo, to sprostila. Zdaj, da se sprosti mezenterij s to vajo, ne vem pa 100%, če se lahko tudi koren mezenterija sprosti, ker je to tako globok zadnje.
Tako da, ja, itak je pač pri tem veliko različnih dejavnikov in izboljšujemo pač v tem programu, delamo na vseh teh nivojih pač in na drži, in na krepitvi globokih mišic in na tej masaži. A na kosti pa je pa tako, da jih postavim nazaj, pa katera vaja je recimo najbolj učinkovita? Ja, je to pač kombinacija teh korekcijskih vaj, ki jih imenujem korekcijske vaje, ki zdaj praktično še nobene ni bilo, razen zdaj danes je bila prva ta angliček, druge pa še pridejo na vrsto zdaj. Tako da te, ja, pa pol tako pač zavedanje skozi dan, karkoli počneš, se pol probaš gledati predalo, pa se zaveščati, pa to pač popravljati. Ali si tudi v stoječem položaju rebra kar malo dol? Ja, kar malo dol jih porivaš, ja. Pa sem še naučila, kako pa rame ostanejo na svojem mestu, da nisi pol tako. Bo to še zdaj vidim, pač tudi znamo vse pol. Zdaj pa roke v telesu, ko dvigneš glavo gor, tako da bi se hotela dvigati. Pa bomo videli, tukaj se mogoče malenkost izbočati, da se to vmes potipala. Kaj lahko ga glavo dol. Zdaj čutim oba robova rektusov, se pravi teh six-packov, kar rečemo površinskih trebušnih mišic. In lahko še enkrat dvigneš gor. V tem predelu se praktično skoraj ne vidi, je malenkost še šibka ta linija ali pa mestno vezivno tkivo. Zdaj pa dvig glavo dol, bomo še nekaj težji test naredili. Zdaj boš pa dvigala obe koleni hkrati gor, ki bom jaz pokazala. V bistvu sem takole 5 cm od tal, da bo videla, kaj se pa zgodi, in pa večja teža. Ok, zdaj se pa tukaj vidi, tale predel, se je mečkan več izbočil, pa kar spustila dol. To je drugače pač škodljiv gib, ki je izval zdaj tale predel nad popkom, da se mečkan dvigne. Tukaj višji, pa nižji, dol je pa ok. Na celi tej dolžini je samo v tem predelu mečkan razmaka. Pa bomo še na en način preverili, da dobi. Pa bomo šli na kolena. To je preko boka. Preko boka ostanemo in se v bistvu v tem položaju se samo mečkan takole nagneš nazaj, pa dvigneš majčko. Evo, zdaj tukaj se tudi vidi. Tako približaš, takole nagneš nazaj. Evo, v tem predelu se vidi, tole mečkan naskoči, tole je taka mini diastaza rektusov, ki se lahko kar vrneš nazaj, tako da tole še treba mečkan sanirati. Je pa to res minimalno, da se lahko izveneti. Pred vami je nekaj prosojnic iz predavanja Diane Lee, ki je največja strokovnjakinja za diastaze rektusov na svetu in ki je izvedla klinično raziskavo na temo rehabilitacije tega pojava. Tukaj na tej prosojnici vidimo, kakšni naj bi bili razmiki med rektusoma, da se štejejo še za normalne. Se pravi, merimo na 3 različnih točkah, in sicer pod ksifoidnim procesusom, to je, kako bi rekli, pod žličko, 3 cm nad popkom in 2 cm pod popkom. In sicer na prvem omenjenem mestu je lahko razmak tam nekje 7 mm z odstopanjem plus minus 5 mm. Nad popkom 13 mm z odstopanjem 3 mm, oziroma pardon 7 mm in pod popkom 8 mm z odstopanjem plus minus 6 mm. To naj bi veljalo nekje za večino ljudi, vendar Diane Lee ugotavlja, da je med raziskavo bilo tudi nekaj takšnih posameznikov, ki so imeli večji razmak, pa so imeli še vedno funkcionalno trebušno steno. Na tem in na naslednjem slajdu bomo videli, kakšne so možne strategije mišic, ko je dejansko prisoten ta patološki razmik. In sicer na tem prvem prikazu vidimo, da se naredi v tem osrednjem delu, kjer je linija alba, izboklina navzven, kot nek grebenček. V tem primeru je strategija trebušne stene eksterni oblikusi, se pravi zunanje stranske trebušne mišice,
Intraabdominalni pritisk naraste in aktivnost transversus abdominusa, ki bi tukaj mogla biti pač njegova domena, glavna strategija, je njegova aktivnost zelo nizka. V naslednjem primeru pa vidimo ravno obratno, da se ta osrednji predel v bistvu uboči navzdol. Dejansko se intraabdominalni pritisk v trebušni steni zmanjša in naredi se kot vakuum. Diafragma oziroma trebušna prepona zleze navzgor in tukaj gre za strategijo zunanjih oblikusov, internal obliques, se pravi zunajstranskih trebušnih mišic. Še vedno pa je skupni imenovalec zelo nizka aktivnost ali neaktivnost globoke trebušne mišice transversus abdominusa, tako kot bi moralo biti pri zdravih subjektih. Se pravi, tudi če je razmik med mišicami manjši, kot je bilo prej omenjeno, in vidimo tak pojav, take strategije trebušne stene, ubočenje ali izbočenje, vemo, da telo neustrezno stabilizira trup in da se lahko potem kažejo posledice na medeničnem obroču, na hrbtenici in na ostalih mišicah. Tudi če je prisotna disfunkcija trebušne stene, se pravi ubočenje ali izbočenje pri obremenitvi, kot je na primer dvig glave, potem še testiramo, kaj se zgodi, če predhodno stisnemo popek. In na tem prikazu vidimo, da na prvi sliki predhodno ni bil stisnjen popek. Brez kakršnekoli aktivacije je oseba izvedla dvig glave oziroma dvig trupa ter je nastala izboklina. Na drugi sliki pa vidimo, da je oseba prečasno aktivirala trebušno steno, se pravi rahlo potegnila popek navznoter in izbokline ni. To je izrednega pomena, saj nam to pomaga opravljati delo trebušne stene. Se pravi, mi zavestno lahko aktiviramo te mišice in pomagamo, da se dela manj škode, hkrati pa pomagamo tudi možganom, da ne pozabijo tega motoričnega vzorca. In tukaj je še enkrat dokaz, da zožanje oziroma zapiranje diastaze ni nujno odpravilo disfunkcije trebušnih mišic. Closure is not necessary, in fact, closure can be a bad thing. S tem hočem poudariti, da se morda ne obremenjujemo toliko stalnim merjenjem, koliko prstov lahko vstavimo v razmik in ali se je ta razmik kaj zmanjšal, ker lahko, da se ni zmanjšal, pa smo vseeno ponovno pridobili funkcijo trebušnih mišic. Pomembno je, da ne vidimo več nastajanje vdolbinic oziroma izboklinic. Se pravi, ni merilo vedno, koliko prstov spravimo noter, pa kako globoko grejo. V bistvu nekje se smatra, da so to te glavni merili, pač koliko je široko, pa koliko je globoko. To je že res, že globina je majčkeno bolj pomembna, majčkeno bolj tehten podatek, ker če se nam prsti v bistvu kar noter poglobijo, tako v en pulik, potem je res to mestno belo vezivno tkivo tako šibko, da se kar vda pritisne prstov in praktično se črevesja lahko dotaknemo. Ampak največje merilo je to, v bistvu po domač povedano, kakšen griček se vam naredi, ta izboklinca. Zdaj, ker lahko imajo ene teoretično, v bistvu v praksi se že videlo take primere, ko smo imeli lahko tudi 3 ali pa celo 4 prste razmaka, pa se ni noben griček naredil. In to pomeni, da je pač telesno jedro funkcionalno, samo da se je pač toliko razširilo. In sicer da ukrepimo, samo ponavadi tega ne moramo potem tako vrniti nazaj. Samo da je funkcionalno pomeni, da normalno se prenašajo napetosti z ene strani mišic na drugo in da telesno jedro v bistvu stabilizira telo in da potem medenica pravilno deluje in prsni koš in da pravilno potem, da telo se ne matra, ko upravljamo vsakodnevne funkcije, ko skrbimo zase za otroke in tako se ne obrabljate hrbtenica, kolki in mišice medeničnega reba in tako naprej. Medtem ko nekatere imajo pa lahko tudi samo, ne vem, 2 prsta, pa se naredi ta griček, pa to ni okej. Ali pa lahko tudi mogoče samo en prst. Samo vedno imamo pa vsaj en prst vmes nekje, ker je popek vmes in zaseda nekaj
procesu rehabilitacije, oziroma ko izvajamo te vaje, je možno, da bi se razmah celo povečal, ampak da bi telesno jedro postalo funkcionalno. Se pravi, ni merodajno to, da se nam zmanjša število prstov vmes, da rečemo, da se je diastaza zaprla. Mogoče je tako pri 80% primerih, samo ni pa nujno, da je to pravilo, ker se to klinično dokazalo, da lahko se v bistvu celo poveča, ampak telesno jedro pa bolj pravilno deluje. Zato ne moramo vedno tega tako posplošiti. Ženska oziroma mamica se najlažje to sama tako premeni prvič, da če vidi, da se griček v takih položajih, kot smo pravili, da se griček naredi v takih položajih, pomeni, da nekaj ni okej. Da nekaj ni okej, sploh če so tudi prisotne bolečine v križu ali mogoče so urinska inkontinenca ali nasplošno, da se čuti šibkost v jedru, da ni podpore. Potem je to znak, da ti sama zase veš, da še ni okej, da v bistvu telesno jedro ni funkcionalno.